glede na to, koliko smo stari, ali že gremo tam proti 70, ali gremo proti 20, ali pa smo še taki neobremenjeni desetletniki, vsi radi slišimo zgodbo in tudi če kdo reče, da je to pravljica, veste kaj, duša se zmeraj spomni. Sploh pa takšne zgodbe, ki je nastajala kar nekaj časa in je zdaj zrela, da zanjo slišite tudi vi. Sporočilo iz druge galaksije je zgodba za otroke in odrasle. Predvsem pa je namenjena tvoji duši. Duša ne pozna let, se pa spomni. In temu je namenjeno sporočilo iz druge galaksije. Zgodba, ki se začne odvijati na planetu v ozvezdju Plejad, ni zgolj plod domišljije. Je budnica človeštvu z vzvodi, ki nas ponovno spomnijo na našo pravo naravo. Naravo, ko je po zemlji še hodil človek z vsemi 12 in več spiralami DNK-ja. Zgodba zaobjema znanje, modrosti in druge vsebine, ki odpirajo naš srčni center, prebudijo zaspano zavest. Otroke in odrasle pa spodbudijo k temu, da sledijo svojemu življenjskemu poslanstvu ter raziskujejo in uporabljajo svoje talente in darove. Sporočilo iz druge galaksije. Kmalu. Takole, za nami je prvi izziv misije Mare Zdravožer. Je uspel prvi izziv? Ti smo niglih najbolj prepričali. Ni te prepričali? Ne, mislim, da bi jaz to jedel, ne. Ok, dajmo se spomniti, kako je bilo. Me zdaj res zanima. Ne bom jaz tudi. A mi daš enega? Sam jaz bom unga pripravljenega. Upam, ne pričakujem, da vse pojedel zdaj, ne? Kaj? A moram vse pojesti? Kaj ti ni dobro? Ne toliko, da bi vse pojedel. A, res? Ne. Aha. Ampak zdaj je drugi izziv tukaj. Ja, upam, da bo danes kaj boljše. Imaš drugo izzivalko, Jasmina iz Fridine kuhinje. In vsak trenutek bo tukaj, zadeve so že pripravljene in jaz upam, da bo tokrat izziv uspel. Ok, gremo. Drugač pa sem, da sva si na jasnem. To ni spreobračanje. Ja, se to sva že rekla. To je širjenje obzorja, da si už znaš še kaj druge skozi. Tako. Ok, evo, kar naprej. Živja. Živijo, Jasmina, soimenjakinja, tole je Mare. Evo, kar izvolita, podajta se. Med tem časom lahko povem, da je Mare eden izmed tistih pohan Dunajc, pa krompir, pa goveja župca, tukaj se pa dejansko vse skupaj konča. In kaj bi mi želeli, je seveda to, da mu razširimo obzorje in da si zna tudi kaj pametnega, zdravega skuhati. Tako da, evo, so že tukaj. Kaj pa vidva, kam gresta zdaj? Počas. Že kar nekaj začenjata. Jasmina, kakšen izziv si pripravlja danes Maretu? Ja, zdravo prehrano bom rekla, pa tudi po drugi strani slovensko, tako da nekako etika in tradicija gre tlele z roko v roki. So pa to štruklji s Hokkaido bučo in pa z jurčki. Posuto je, povrh so narezana ta bučna semena, vse skupaj pa pripravljeno z oljem oljčne ogrčice, tako da načeloma to je jedno. S kakšnim oljem? Oljčne ogrčice. Oljčna ogrčica, to pa še jaz nisem slišala. To si slišal ti, Mare? Mene sprašuješ to pravga. A repično? Ja. Kakšen olje pa imaš Meni ti? je že olivno, veš, ful zdravo, tako da jaz imam navadno, sončnično je meni, Še je tudi v redu. Uno, proračunsko, Ne, cekin, doko zdaj ima reklame delam. Dobro, meni je olje dobro, tega že od mladosti jema, tako da meni je kar v redu. To ti je v redu. Čulaj. Ok, v redu. Se pravi, repično olje, zakaj repično olje je fino? Dobro prenaša temperaturo, no. Tlej bolj to, no. Načeloma tudi te štruklje recimo lahko pripravimo tudi na sladko ali na slano. In so lahko, v bistvu, če pripravimo samo s to bučo, se lahko vsak posameznik odloča na licu mesta oziroma na licu krožnika. Vidim, da ti ne grejo tile pripomočki. Ali bi jedel sladko ali slano. Se pravi, lahko se prelije z javornim sirupom ali pa se soli pa zraven solata. Oboje bo probal, da bo... To ne bo mogel, so pa te so z jurčki. A te so z jurčki? Tako da tlele imaš pripravljeno zmes, jaz sem večkrat pripravila naprej, zmes Hokkaido buče, ki je podušena na olju. Dodano je žlička koruznega škroba. Hokkaido buča, dajmo se tukaj ustaviti. Mare, a si že jedel kdaj Hokkaido bučo?
Se glih zato me skrbi, ker štrukli z jurčki super zadeva. Zdaj pa, če bo tole zraven, spet je en tak von, ampak v bistvu je kako korenček, no? Da bom. Boljš ka une, znam. Tole je pa super. Un avokado je bil znam grozen. Pri hokaidu buči je to fajn, da ima veliko luteina, v bistvu tega beta-karotena, ki je zelo fajn za oči, nasplošno preprečuje glaukom in pa potem tudi mreno, tako da v bistvu zadeva je kar dobra. No, jurčki pa tudi sami, ne polni proteina, vitaminov in tako naprej. Ko sem že 40, pa moram že malo bolj gledati. Se nisi še 40. Aj, sam res, ti si bil zadnji 40. Pa je pa treba kar začeti, ne? Se ne bo še. Zdaj pa zadnji sajt, da začneš. Lej, hokaido buča je ena izmed najboljših stvari, sploh jaz kupim zmeri ekološko, zaradi tega, ker jo potem tudi z olupkom pojem, ker olupek ima ful fajn. Tole posest, sončni raj, mislim, da ima res krasne in jaz jih tam vzamem. Tam je res super. Potem pa tamle so pa bučke, ne? Ja, to so pa narezane, mislim, tle so bučna semena, tam jih pa pol pač zrežeš, pa se pa posujejo po... Te so fajn, no? Bom, daj malo. A so soljene? So? Bučke pa imaš rad? Od teh semen pa to so mi vsi všeč. Jaz za nuni, veš, ko so taki zaviti veliki, oni. Kešo ali kva so naci. A indijski oreščki? Nuni pa niso všeč. A ti si pa ni všeč? Drugače oreščki je good. Evo, tukaj je opozorilo za vse tiste, ki boste morda še izvali Mareta. Indijskih oreščkov ne mara. Pa rib tudi ne. No, dobro, se boš bolj veganske stvari, veš. Boš bolj veganske stvari, zaradi tega, ker mnogo veganskih sladic je ravno sestavina so indijski oreščki. Tako da, evo, en namig za vse ostale, če hočete biti uspešni. Ne bi vedel, da so noter, ampak dobro. Ja, mogoče pa res ne bi vedel. Mogoče, če so tako kje zmešani, ni toliko, ne? Ampak tako za same, ki so jaz, pa ne, ne? Potem pa dajmo začeti, se pravi, kaj je zdaj prvi korak, da tole bučo malo... Tako premažeš, če stale del, tle imamo tak mečken kokrček, pa mečkeno posojce, tako se pravi, da boš ti ukaj rešči iz ozaka, ne? Bi te prosila, če lahko kar s telim premažeš... S telim? S tem. Kako pa sicer bučo, a jo nareže, pa pol spasira? Ne, v bistvu jaz se naribam in jo potem dušim toliko časa, da se razpusti. Potem, ko je ohlajena zmes, pa dodam pa še... Koliko mora reči pa to na debelo? Takole, super. K Nutella. Super. Ja, pa palačinke, ne? Ja, to sem omenila, ker to ti je verjetno znano. Ja, palačinke. A pa palačinke ti, s čim ti pripravljaš? To bo v redu. Palačinke, ja, tisti standarden recept, kolikor je, ne? Jaz pa palačinke čist, brez jajc, brez mleka. Ja, res, tam to pa niso več palačinke, ne? So, sploh ne opaziš razlike. Zmeni opaz. Dobar, kole? Mislim, idealno. Zdaj pa še tele jurčke, nekako daj probi kar iz tole metljico, no, v bistvu. Aha, daj malo boš pokazal, malo boš zdaj ljudem pokazal, kako si ti to lepo namazal. Opala. Čakaj, da imam no, se roke si umil, ne, prej si se pohvalil, ja, zmeri. Kole, bomo kar kole kako si ti to zdaj lepo namazal, bravo, to je za štrukeljček, Tako, malo sem ga strgal tukaj. No, vse to je za pričakovati. Kole. Se pravi, da pa jurčke posuješ čez. S tem, da so masni, ker jurčki so pa tudi popraženi na... Jurčki so popraženi. A to je tako malo zdaj bolj za okus, ne? Ni treba tako kavu namazati noter, ne? Ne, tole bo lih za tale štrukelj dovolj. Aha, tako je dosti že. Ne, vse tole, čez celo? Aha, okej. Tako nekako je bilo mišljeno. Ok, vidim, da ti kar gre. No, vse gobice imaš pa rad, ne? Ne, pa se jaz kuham, veš, jaz si tak sam kuham, vse. Bravo. Jaz kuhat znam, to je moja mama poskrbela, da ne bom lačena, veš. No, super. To si se dobro spomnil. Zdaj, ko boš pa tukaj znanja pridobil, boš lahko pa še kaj drugega naredil, kakor une standardne. Tudi oni moji prijatelji, ki so bolj zdravo živijo, lahko zdaj pridejo na obisk k meni, ne? Boš lahko tudi ti prišla kdaj. Hvala lepa, hvala. Če boš požegnal kaj ponuditi, ne? Če boš požegnal, se še ne veš. No, poglej, zaenkrat meni zelo lepo zgleda, diši tudi zelo lepo, tako da... Ne pa povem, da sem tle uporabila pirino testo. Seveda je kupljeno, drugač doma ga pa sami pripravljamo. To, ker vlečeno testo je tako preprosto, da... Kaj pa daš za vlečeno testo? Kaj pa daš ti not, Jasmina? Pirina, moka, voda, mečken olja, žlica kisa. A to je to? Ok, super. Zdaj pa sam takole zelo lepo zaviješ. Lepo zroli, se to pa znaš. Kak ti gre lepo. Pa tukaj si natančen. Veš, da me prav presenečeš. Če mora lepo zgledati, ne? Je super. Takole?
No, dajmo zdaj pogledati. Zdaj bom te pa prosila, da boš tole folijo mačkan z oljčkom pokapal, pa malo premažeš s čopičem. Vidiš, folija je bistvena tukaj, ne? Doma sicer ukuham v tetri, ampak ne, ker je tle malo lažje. Kak pa to lepo zgleda. A ni simpel? Ja, čist. Pa sploh še fajn, ker lahko te sto kupaš, da ne naravim sam Ja, delati. lahko se ga kupijo. To je pa samo odvisno, koliko se želiš bahati, ne? Da se hočeš mečkaj bolj pobahati, pa da se doma naredila. Jaz bi se vse, ne veš. Ja, okej. Odviška glava ne boli. To je to, zdaj bomo pa tole tle znaš takole prežge. Ja, to sem že prej malo naštudiral, da ne bo... Odlično. A niste že prej zagrela tele vode? Ja, je, ampak se zdaj le bova najprej dala unele pogreč štruklje, da boš lahko probo pa dala pa te kuhati. A prav? Kaj zdaj dava? Aha, to se pravi, dam tole dol pal. Ja. Super, tole daš čez, pokriješ tako. Pa ti se kaj pa zaviješ štrukeljček v folijo. A kar stemljem to, kaj je že noter, ali? Kokar svizec zavile folije, ne, čokolado v folijo, isto. Kaj bombonček, veš? Tako. Ja. Ok, daj pa to lož, da bi takole. Aha. Lahko tole čist do konca pregrel, ampak lej. Aha, Jasmina, ti zdaj malo pomaga, vidim, ne? Ampak v redu. No, se obrn zna pa vsak ne malo. Ne vem, sam se je skoro začel žgati. Ja, veš kaj, tale je zelo topla. To je tako, zdaj, to odprem pa premešam. Izvoliš, ja. Bravo, Mare! Kaj sem še malo tole sposodil? Lepo diši, tole se po moje... Odlično diši tole. Tole po moje pa bo... Lahko že kar dol, veš, da se ne bo... Po moje bo boljška jutra, sem to ga malo pogret. A to se pravi, tole sam za pogret malo. Po moje, da ladaš dol. Da se ne bo alarm vklopil. Bučna... Ampak, no, v redu, si že kdaj kaj zažgal, Mare, ti doma? To je pa normalno se. Če nisi dosti skoncentriran, veš, pa hitro se zgodi. Ja, pa si kako pa zdaj nisi skoncentriran? Ne, doma mislim. Doma gledaš televizijo, pa to pa kar naenkrat kaj je. Ok, to se gre. Ko zavre, daš štrukelj v vodo, ko zavre in se kuha tale 20 minut. Aha, toliko dolgo? Ja. Mislil prej. Dobro, zdaj tole že vre, damo kar noter, ne? Tako. Da se kuha 20 minut in je potle ista priprava, kar smo prej naredila. Pač narežeš štrukelj in se ga popraš močkaj, da lahko tudi recimo bi na rutinah, no, ampak meni pač se mi ni boš. Jaz nam bom pa zdaj letalno pripravo, da bo vsakem košček probal, je prav? Koks pa ti fajn. Kje spiš, da te ne ukradejo, čujem? Rajš ne bom zdaj na glas govorila, da nam dam na vsakem košček. A ja, ne, jaz bom kar en štrukelj, cel. Pa izvoli, To je slano, ja? Hvala lepa. Še enkrat poudarim, ok. Aha, ta je slan. Vse so slani. Bom Vsi so slani, najprej aha. gospodič nam dal, ne? Izvoli. Hvala. Kako si zelo Jaz moram pa prijazen. probati prvi, ne, seveda. Ja, seveda, da moraš. Probaj. Ti boš povedal. Lahko pa jaz prej probam, pa ti povem, če ti bo dober, oziroma... Če sploh probati. Diši ful lepo, ne? Tako da, evo, takle je pa končni izdelek. Zelo lepo zgleda. Moj bi bil še lepši, ne, se to je jasno, ampak zdaj bom probal tega, ki je že narejen, ne? In trenutek resnice. Ok. Pa poglejmo. Dobar je. Tole mi je pa všeč. Danes ne bom rekel, če moram vse pojeti. Ja, bravo, evo. Dobar je, res. Bravo, Jasmina, iskrene čestitke. Bravo. Prvi uspeli poskus in Mare je rekel, da mu je všeč. Se pravi, je to ena stvar, ki bi se ti doma naredil. Res je dobro. Tudi če komu recimo ne bi bilo ta buča že všeč, bi lahko korenček noter. Absolutno. Ali pa kaj drugega. Vse s korenjem je to zelo tam po okusu, tako da mislim, da se težko sploh vse zato, odlično je tole, res. Ko sem pa rekla, lahko pa recimo s to bučo pripravaš, čist blago soliš, isto zaviješ, potem se to nareže, se mačkam popraži na neki taki neutralni maščobi, daš na krožnik in vsak se pol odloča zraven je solato ali si recimo prelije z javornim sirupom. Je lahko tudi sladko, pač brez jurčkov. No, to pa je. Je to. Odlično, res. Jaz bi tole za kosilo in za sladico. Komot, ja. Ja, oboje imaš lahko. Kot imajo Italijani makarone. A ja, makarone imajo za sladico? Če hočeš za kosil, malo bolj večjega narediš, ne? Pa pa la. Mi No, kar tale tole tvoj naredili. Se lahko pa malo manj, ne? Malo manj se lahko. Ja, veš kaj, nisem čist navajen na tole, bomo tukaj malo na manj. Malo se ljubimo še s tem.
Odlično. Jasmina, skupaj s Frido imata tudi knjigo, knjižnico, Fridina kuhinja. Jaz sem dala tudi noter citat, ti ga lahko preberem, Mara. Izvoli. Gre namreč za ne samo človeku prijazne recepte, ampak tudi naravi in živalim prijazne recepte. Jaz sem takle zapisala, poglejte živalim v oči in jih začutite s svojim srcem. To je vse, kar morate storiti za to, da bomo na tem svetu dosegli več miru in živeli bolj povezano. Lepo. Res lepo. Zelo. Res lepo, ja. To zdaj čakam, da boš daj rekel, a si že kdaj pogledal tak, ne vem, pujsko ali pa kravici, si pogledal že tak v oči? Jaz reč ne bom nekaj zdaj rekel, ampak pust me to. Kaj? Meni to ni. Pač, če ješ meso, ti to ne sme biti problem, ker drugače rataš vegetarijansko maje, ne? Ali kako je? No, jaz sem vesela, da te všeč, v redu je. Dobro. Takole bomo rekli. Ti si tudi sama tole verjetno ugotovila, ne? Ja. Treba je biti strpen do vseh, ne? Ja, tako. In vse spoštovati, ampak jih izobraževati in jim nuditi, ne? To tudi je... Prvič prideš na obisk, evo, tole je ena stvari, ki ti jih bom lahko naredil. Odlično. Zdaj, če bo še kakšna nova stvar, bomo lahko že pojedina narediti. Ja, lej. Zraven, daš lahko še zaseko, imamo tudi vegansko zaseko in redko kdo v bistvu... Kakšno je pa vegansko zaseko? Dej, to pa probi, dej. Če se pa zaseka narejena, če ni pujsa zraven? Ker ne rabiš sem tako. Ki bo Jasmina pomagala, lej. Aha, je ta, jaz sem mislil, da je. Sam veš, kaj nimamo, ne? Nimamo kruha. A ni to moški ponavadi odpirajo? Ne vem. Ja, ne. Ampak malo bolj trdo je, veš, zdaj. Ja, se zaseka, ne? Bolj prstandi tlele. Veš kaj, jaz bom kar kole naredil. Ja, se načeloma je to skupaj. Odlično. S česa pa to narejen? Čebula, jabolčni krhlji. Kako se pa lahko temu reče zaseka? Ja, zaseka. A pa je podoben? Jaz še v življenju nisem zaseka jedla, tako da ne moram povedati. Probala. Ne bom probala, zato ker ne bom. Ne vem, jaz če ti povedal, se spomnim spomnim, veš, kaj jaz tudi zdaj nimam za kozarcev zaseka, pa jih žlico jem. Ne spomnim se. Lahko da je isto, no? A pa ti je dober? V redu je, obe dve stvari so v redu. Čeprav meni je brez tega boljš, tako s tem se mi zdi, ko preveč masno. Je to pa absolutno, ja, tako mast je. Iskrene čestitke. Uspeli ti je prva. Mogoče pa ne zadnja. To je pa seveda na vas, ali bi želeli izzvati Mareta z kakšno vegansko sladico, glavno jedjo, čimerkoli pa že. Dajte nam pisati na info@klepet@kavi.si s svojim opisom, pa tudi kaj bi mu želeli pripraviti. Več kot dobrodošli ste. Sicer pa na klepet@kavi.si lahko že danes najdete kup enih novic, takih in drugačnih, ki vas bodo popeljale na eno tako pot kvalitetnega življenja. Kajti to je tisto, kar je seveda pomembno in kot smo rekli, kaj je naš namen in kaj je tudi namen oddaje Klepet ob kavi, točno ta, da torej rušimo zidove, ki smo si jih postavili okrog sebe in začnemo graditi mostove. Tiste mostove, ki nas seveda povezujejo. Če tudi je to mesojedec za veganom, vegetarijancem ali komorkoli pač že. Mi smo ljudje in prav je, da se povezujemo med sabo. No, na klepet@kavi.si pa tudi več o dogodkih, pa brezplačne meditacije in vse ostalo. Spremljajte nas!